Nekoč so vanj metali in postiljali slamo za domače živali, danes pa se spogleduje z umetno inteligenco. In kako norveški ladjar proda svoje izpuste? In kateremu legendarnemu terencu, ki je star več kot 70 let, dolg čas? No, pa poglejmo današnjo avtomobilnost. Pozdravljeni v avtomobilnosti. Pred dobrimi 20 leti, ko sem še delal v uredništvu nekega drugega spletnega medija, se nam je pripetil en tak mali incident. Namreč, moj takratni sodelavec je kot delovni naslov svojega članka o nekem kitajskem vozilu zapisal jajca od Kitajca. Ta delovni naslov se je nekako po pomoti objavil na naslovnici mojega takratnega medija. Poanto, ki jo tukaj želim poudariti, pa je, da se kaj takega danes ne more več pripetiti. Namreč kitajski avtomobili so se v zadnjih 20 letih močno izboljšali. No, dajmo te besede zdaj malce podkrepiti. In značilnost novih, modernih kitajskih avtomobilov je zagotovo privlačna oblika. Ampak kaj bi se čudili? To ni več kitajska oblika, to je pravzaprav evropska oblika, zato ker kitajske avtomobilske znamke so v veliki meri pokupile, najele evropske avtomobilske oblikovalce. Druga značilnost, ki jo imajo radi Kitajci pri avtomobilih, je prostor tukaj zadaj. Tukaj zadaj imamo že skoraj da fotelje in poglejte, koliko prostora imam jaz, kolenskega prostora imam jaz tukaj za mojo sedežno pozicijo. In pa še ena zadeva velja, da ponavadi se tukaj Kitajci radi sproščajo in včasih tudi zaspijo. In poglejte, kako bistveno bolj položno je naslonjalo te zadnje klopi. Tega praktično v evropskih avtomobilih ne dobite. Zaradi neskončnih kolon je pri kitajskih avtomobilih izrednega pomena tudi ta digitalna plat avtomobila. Poglejte, kako velik je ta sredinski zaslon. Pravzaprav se jaz že skoraj da ne spomnim, kdaj sem lahko recimo prikazal tako zelo veliko podatkov. Ponavadi so zasloni manjši. No, vsekakor bi si pa želeli, da bi bila kakšna tipka več v tej fizični obliki. Pa še ena stvar, ta zaslon tukaj pred voznikom je sicer ličen, ampak vseeno so te črke in pa številke tukaj na tem zaslonu včasih že tako majhne, da bi včasih že kar potreboval bralna očala. V kitajskih zastojih je seveda izrednega pomena, da avtomobil zna čim bolj samodejno voziti. Vsaj recimo samodejno speljevati, pa zavirati, pa tisto popravljati volan, da avtomobil vozi po sredini voznega pasu. In ja, Geely Starray, današnji kitajski primerek, to počne izredno dobro. Namreč za asistenčne sisteme tega avtomobila so poskrbeli v Evropi, na Švedskem, v Göteborgu. In seveda ja, naj na tem mestu poudarim, da Geely je lastnik Volva. To je tista znamka, ja. No, če vam zdaj za ta avtomobil povem še ceno, bo vse skupaj izpadlo kot ena velika reklama. Seveda slutite, da je nizka, ampak vendarle pa je treba vedeti, da tudi pri tem avtomobilu ni vse čisto zlato, kar se sveti. In seveda pri tem avtomobilu se sveti zelo veliko stvari. Kateri je tisti kompromis, ki ga mora slovenskih cest vajen voznik sprejeti pri tem avtomobilu? No, to pa vam ponujemo v našem članku na MMC-ju, do katerega dostopate preko QR kode. In to je pravi trenutek, da poudarim, da Geely bo poskrbel tudi za tehniko novega Renaulta Twingo. In naj poudarim, da so dolenjski inženirji iz Novega mesta v Revozu, da so že odšli na Kitajsko v Geelyju se izobraževati o tej tehniki. Pa naj hkrati še dodam, da bo Renault Twingo imel tudi soroden Dacia model in tudi tega bodo izdelovali v Novem mestu. Ampak če se vrnem k še eni znamki, ki spada pod okrilje Geelyja, pa ravno tako je v bistvu nekako zavajajoče, da ji rečemo, da je to kitajska znamka. Namreč znamka Lynk & Co je znamka, ki proizvaja avtomobile na Švedskem, ves razvoj se dogaja na Švedskem.
In ta znamka je pravkar pripeljala en nov model v slovenske salone. Model se imenuje Nič 2, gre za električni model, pri katerem dejansko lahko, če vam kaj recimo v avtomobilu ni všeč, to dejansko kar poveste razvojnikom na Švedskem. Lahko naročite tudi, da vas pokličejo in se pogovorite direktno s temi inženirji. Mimogrede, lahko jih tudi kaj pohvalite. Ampak na predstavitvi tega modela, na mednarodni predstavitvi, ki se je odvila tukaj v Sloveniji, v Bohinju, sem govoril tudi z enim od njihovih glavnih menedžerjev in namignil mi je tudi, kaj se še obeta pri tej znamki. We've got a new engine. We've got a 3-speed gearbox, which sounds crazy, but electric cars don't need gearboxes, do they? We've made that gearbox combined with 2 electric motors, input and output, so that it's got much more of a feel of electric car. We've got a system that prioritizes energy distribution so that the engine is mainly not used to drive the wheels, but the battery is. But of course, we still have that ability to drive the wheels with the engine. So it's sort of a hybrid plug-in car that is almost a range extender, but can still drive the wheels with the engines. In zdaj tudi že vemo, o katerem modelu je gospod govoril. Namreč, ta teden so na splet pricrljale fotografije priključnega hibrida Nič 8. In zakaj vam to govorim v družbi Geelyjevega modela? Zato, ker smo vam lanskega oktobra predvajali intervju z Geelyjevim inženirjem, ki je zasnoval hibridni sklop tudi tega novega Lynk & Co modela. In takrat nam je inženir povedal, da lahko ta 3-stopenjski menjalnik z 2 elektromotorjema in benzinskim motorjem skombinira s kakršnokoli baterijo. In pri Lynk & Co so ubrali baterijo, ki omogoča električni doseg preko 200 km. In potihem lahko že računamo, da se bo 200-kilometrski električni doseg počasi pokazal kot trend. Namreč takšen doseg recimo ponuja tudi že MG-ov priključni hibrid, pa v Nemčiji recimo lahko kupijo tudi SUV znamke Way s takšnim dosegom. No, evropske avtomobilske znamke pa ta hip predlagajo 100-kilometrski doseg, da je ta nekako dovolj za dnevne električne potrebe. Takšen doseg naj bi ponujal tudi novi Volkswagen Transporter, ki ga je Luka vozil v Atenah. Ampak ne, priključnega hibrida še ni vozil, vozil pa je električno verzijo tega kombija. Torej, pojdimo v Grčijo. Jahr aus, Jahr ein rollen Wagen über Dorf. Z njim se je prevažalo vse. No, ne s tem, ampak s tem. Da ist der VW Kombi. Da ist Leta 1949 je bil predstavljen prvi Transporter. Takrat si nihče ni predstavljal, da bo eden izmed motorjev takratnega nemškega gospodarskega čudeža postal tako zelo uspešen. Und die rückwärtige Klappe ermöglichen rasches und müheloses Ein- und Ausladen. Der umsichtige Landwirt nutzt seinen Wagen richtig aus. Oft lassen sich mehrere Fuhren miteinander verbinden. Dem VW ist es gleich, was befördert. Junge Menschen oder kleine Ferkel. Ist unermüdlich und immer einsatzbereit. 3/4 stoletja kasneje je Transporter oziroma Bulli nepogrešljiv del svetovne avtomobilske zgodovine. No in kako je ta model videti danes? Poglejmo. Izračunal sem, da novo generacijo Transporterja dobimo na nekje približno 12 let in pol. Torej, šele daljnega leta 2037 se bomo pogovarjali o 8. generaciji Transporterja. Kako se je Volkswagen na to pripravil? You know, everything on the world is now in movement, I would say. Yeah, we have to stay on our toes and be flexible. This is the reason why we believe that it's a good answer to have 3 cars there, because we have the best answer to different use cases. We believe that with the Transporter, with the true commercial use, that we have a long-lasting answer, because one thing is truly timeless, and this is offering the space. And we have 3 drivetrains available, which makes us totally flexible. Timeless space, timeless answers,
and don't count too much on the mathematics. Transporterja bo po novem poganjalo 7 različnih pogonov. Standard še naprej ostaja dizelski motor, prvič pa bodo na voljo tudi hibridni in električni pogoni. Že v prvi vožnji novega transporterja sem ugotovil, da so njegovi dizelski motori zelo mirni in zelo tiho delujejo. No, že turbodizelski motori pretekle generacije transporterja pa so bili tudi izjemno učinkoviti. No, ampak zdaj snovalci tega avtomobila obljubljajo, da bodo motori nove generacije še bolj učinkoviti. Za manj porabljenih litrov in kilovatnih ur pa je seveda zelo pomembna tudi aerodinamika. Take an effect which is naturally the best one. We call it fishbow. Yeah? We have the thickest part of the car is here in the B column. And we come with this aerodynamic shape here to the B column, and then a long way the airflow has time to get to the right angle on the back with the corner. This is really important that it can work and lay on the whole shape, and here is a certain angle which you have to achieve and then cut. Yeah? And even small corners here are in the right place. And we do it, you can see it here, we do it in the top as well. So the highest point and then a long way. It should be in the shape of the water drop. Water drop. Am I right? Yeah, exactly. This upright feature is a big air curtain, so best for aerodynamics. Even that spoiler, which makes the stance and is emphasizing the wheel, helps. On the wheel you have the turbulences, and there we bring pressure on the wheel, and have a more constant, fluent way to disturb the turbulence and then come out. It also brings a lot of CV. Even the styling, everything is for purpose. The likable Smiley is somehow protected with that bumper. It's set back in its shape, but even then if a scratch would occur here, we thought about how to make it and to improve it better. This is safe color. This is not colored. It's not the body color. It's really safe color. What is the difference? So it's a mold-in color. So if you scratch it, you will apparently have white color beneath. No, zdaj pa poglejmo še notranjost avtomobila. Za začetek voznikovo mesto, kjer je še manj tega dostavniškega občutka kot pri transporterju pretekle generacije. Poglejte, tukaj se sedi povsem po avtomobilsko, precej nizko v resnici, in tudi volanski obroč ni več popolnoma nič takole položno nameščen. V notranjosti je veliko prostora, ki ga lahko prilagodimo po svoje. Potniška različica lahko sprejme največ 8 potnikov, če bo kakšen manj, pa to seveda pomeni toliko več udobja in toliko več prostora za prtljago. No, če želite še več prostora, pa je na voljo tudi različica z daljšo medosno razdaljo, pa tudi z dvignjeno streho. No, in v takšni boste imeli kar 9 kubičnih metrov volumna. No, v točno takšni različici, kot jo imamo zdaj tukaj, pa je tukaj volumna za 6 kubičnih metrov in tudi to je za 10% več kot pri transporterju pretekle generacije. In pokažem vam še nekaj zanimivih dodatkov tukaj v tovornem prostoru. Za začetek imamo tukaj gumb, ki prižge in ugasne tukaj dodatno osvetlitev na robu. Potem pa imamo tukaj gumb, s katerim zelo preprosto na električen način izvlečemo tole vlečno kljuko. No, in ta vlečna kljuka se popolnoma električno tudi pospravi nazaj. Pri električni različici imamo tukaj tudi 2 takšni klasični električni vtičnici. In pa še, po mojem mnenju, najbolj zanimiva stvar tukaj v tovornem delu. Poglejte tole loputo, ki jo lahko odpremo. S tem pa lahko za kakšne ozke in res dolge predmete tovorni prostor podaljšamo celo v potniško kabino. Nosilnost, ki zdaj znaša 1,33 tone, se je medtem povečala za 130 kg. Še večji, 300 kg, pa je dvig maksimalne vlečne obremenitve, ki je po novem 2,8 tone. Volkswagen nam je ob tej predstavitvi omenjal svojo novo strategijo, ki gre nekako takole: pravi buli za vsakega kupca.
No in tako sta tudi novi Transporter in Caravelle na voljo v najrazličnejših izvedbah za najrazličnejše potrebe. The new Transporter is specialized for commercial use. So it doesn't matter if he transports goods or people. It's always about commercial use. And we know directly that we can only offer him the space for his business. He wants to earn money with our car. Therefore, we offer two different lengths. We offer different heights, different drivetrains to be most efficient in that way. A modelno paleto Bulja ne tvori le novi Transporter. V Sloveniji smo že testirali tudi novega multivana in električnega Bulja, ki sliši na ime ID Buzz. Po oglasnem premoru bomo govorili še o enem legendarnem avtomobilu. Ta je star še celo nekaj let več kot pa 70 let. Seveda Toyota Land Cruiser. Žal vam v tistem videu ne moremo postreči s takšnim soncem. Posneli smo video namreč v zelo gosti megli. Že več kot 70 let je Toyota Land Cruiser prava avtomobilska legenda. In zdaj, po komaj prvih mesecih prodaje, je povsem jasno, da bo s to najnovejšo generacijo Land Cruiser legenda tudi v prihodnje. Avtomobilski hit, avtomobilski superzvezdnik. Namreč ne samo po celem svetu, tudi v Sloveniji so kupci ta avtomobil razgrabili. Samo v prvem mesecu prodaje so jih slovenski kupci kupili kar 60. Govorimo o avtomobilu, ki stane med 70 in 100 tisoč evri. In v čem je razlog? Ja, Toyota Land Cruiser je zelo dober avtomobil. Oziroma vrhunski avtomobil. No, glede na to, da sem jih v teh prvih mesecih prodaje na cestah videl predvsem takšne, čiste, s čistimi gumami, je verjetno ključna informacija tega testa, da je Land Cruiser te generacije bolj udoben avtomobil, bolj vsakdanje prijazen avtomobil. Avtomobil je miren, zelo lepo vodljiv, ubogljiv tudi in da je z njim enostavno shajati. Skoraj bi že mu lahko rekli SUV. Torej SUV ali pa pravi kleni terenec, to je zdaj tisto ključno vprašanje. No in ta avtomobil v uradni statistiki prodaje uvrščajo med velike SUV. Ampak, če Land Cruiseru rečemo, da je SUV, to je na nek način kar malce želitev. Ja, seveda, postal je udoben in dejansko se recimo tudi v ovinkih ne nagiba, tudi ne stresa se na kakšnih luknjah. Je tisto udobje, ampak noče pa biti udoben SUV. In to vam bo znal povedati. Vsaj recimo na avtocesti pri 130 km/h vam bo ta avtomobil glasno povedal, da ne, to je terenec. Vsekakor pa voznik dobi na vsakem koraku sporočilo, da ima Land Cruiser zelo zmogljiv motor, ki mu je nekako na teh običajnih cestah kar malce dolgčas. 2,8 litrski 4-valjni dizelski motor je dejansko bil prilagojen za to, da pokaže svoje dobre lastnosti, predvsem na neki drugi podlagi. Pa zavimo tja. No, če rečem, da je ta avtomobil pravi kleni terenec, ne pa zgolj SUV, no s temi besedami seveda apeliram na vas, da premislite, ali mu boste sploh kos. Ali ga boste znali zadovoljiti, ali pa da ga boste znali zabavati. Ker namreč po teh slovenskih cestah, ki danes snemamo, je temu avtomobilu dolgčas. Se pa nam je že dokazal svoje terenske klene sposobnosti na Škotskem, na kraljevem posestvu, na terenskem poligonu.
No in po teh škotskih brezpoti nas je avtomobil pravzaprav vozil samodejno, brez uporabe moje desne noge. Avtomobil je samodejno doziral gas in pa tudi samodejno zaviral. Jaz sem samo še obračal volan in pazil, da nisem zadel v kakšno skalo, pa še to je dejansko mi jo znal pokazati na displeju. Voznik namreč izza volana pravzaprav vidi vse okoli avtomobila, kaj se dogaja. Torej ni vprašanje, ali bo zmogel. Seveda bo zmogel. Vprašanje je, če imamo mi dovolj dober teren za njega. Ker avtomobil je bil seveda delan za Azijo, za Afriko, za Avstralijo, za Ameriko, ampak seveda tudi za Škotsko, ampak ja, tudi v Sloveniji imamo kar nekaj takšnih cest, na katerih bi ta avtomobil lahko uporabili. Ampak uporabijo ga naprimer lahko terenski profesionalci. In lahko vas spomnim na zgodbo, ko smo z gorskimi reševalci vandrali po snegu po koroških hribih in takrat so nam povedali, da ne uporabljajo samo Dodge Duster, ampak da imajo za tiste specialne namene prav Land Cruiserje. Seveda pa je apel današnje zgodbe, ja, če že kupite takšno terensko specialko, dajte jo vsaj malce peljati na izlet po kakšnih vsaj makadamih ali pa vsaj po takšnih cestah. Dajte ga vsaj kdaj pa kdaj malce umazati, ne ga imeti samo čistega. Pa naj na koncu še dodam, da ta avtomobil prihaja tudi v elektrificirani, hibridizirani varianti. Ampak brez skrbi, še vedno bo ostal blagi hibrid, ampak elektrika ima v takšnih terenskih rokah zelo, zelo veliko smisla. O tem nas je prepričal glavni Land Cruiserjev inženir. Two issues. It is very noisy at the braking time and also the vibration. Na zavihku avtomobilnost na portalu rtv.si vam ponujemo tudi test Kia EV3, izredno zanimivega električnega avtomobila, ki nam je recimo izredno dobro služil tudi med samim polnjenjem tega avtomobila. Namreč med prednjima sedežema je tak velik naslon za roko, ki potem lahko služi tudi kot mizica. In na to mizico smo položili prenosni računalnik in ta prenosni računalnik smo napajali direktno iz baterije tega električnega avtomobila. In seveda, med polnjenjem smo si vzeli čas, da smo na spletu prebrskali, kaj se dogaja novega v svetu avtomobilizma in pa mobilnosti nasploh. Predlagam, da pogledamo poročilo. Internet smo torej ta teden prebrskali iz kabine Kia EV3. V španski Tarragoni pa je Kia predstavila večji EV4 in manjši električni EV2. Hkrati vstopajo na trg gospodarskih vozil in pa tudi meddružinske enoprostorce, seveda električne. EV2 je trenutno samo konceptni mali mestni avto, ki pa že napoveduje serijski model s ceno okoli 20.000 evrov. Torej govorimo o isti ideji, kot nam jo je predstavil Volkswagen v Düsseldorfu. Začenja se ogrevanje pred prihodom najmanjšega električnega Volkswagena ID for everyone oziroma ID za vsakogar oziroma ID1. Kaj je Luku v našo kamero v tem modelu povedal član uprave, vam predvajamo v prihodnji oddaji. Medtem smo obiskali tudi Bruselj, kjer je Toyota na kongresu Kenshiki predstavila baterijski električni model CHR+. Kljub enakemu imenu nima tehnične povezave z že znanim hibridnim modelom CHR. Pri Toyoti pravijo, da novi električni modeli ne bodo več nosili oznak BZ številka X, ampak variacije že uveljavljenih imen. Podobno razmišljajo tudi pri Audiju. Sistem poimenovanja s sodnimi številkami za električna in lihimi za hibridna vozila so ukinili. Zato novi Audi A6 ne prihaja kot A7, temveč kot že znani A6 in pridružujemo se večinskemu mnenju, da je tako smiselno. No, A6 je hibrid, 100% električni model A6 e-tron pa je zdaj zapeljal na slovenske ceste. Gre za najbolj aerodinamičen Audi doslej.
Ena od prednosti pa je tudi v tem, da zmore brez vmesnega polnjenja zapeljati vsaj od Ljubljane do Münchna, zelo verjetno celo do Ingolstadta. Bomo preverili. Hkrati je k nam pripeljal tudi SUV Q6 e-tron, torej prvi Audi s tistim velikim razpotegnjenim zaslonom pred voznikom. V Slovenijo pa je zapeljala še ena kitajska znamka, Farizon, ki jo je ustanovil kitajski Geely. Farizon V6e je mestni dostavnik z dosegom do 195 km, nosilnost ima več kot 1150 kg in je opremljen z litij železo fosfatno baterijo kapacitete 42 kWh. Večji model SV pa ima baterije od 49 do kar 106 kWh in temu primerno so tudi dosegi bistveno daljši. Na področju dveh koles smo našli novico o kitajskem motociklu znamke CF Moto. Pozor, z varnostnim pasom gre za prvi patent s to idejo. Iz Kitajske pa skočimo na Japonsko. Honda je izdelala motocikel iz igrice Pokémon. V japonskem studiu Ichiban pa so oživeli motocikel iz anime. Sedaj pa gremo k ekoraziskavam. Škodljivi izpušni plini lahko postanejo energent. Ameriško združenje kemikov je objavilo projekt generatorja, ki iz odpadne toplote proizvaja elektriko. V klasičnem avtomobilu bi tak generator lahko dosegel moč do 40 W, kar je ravno toliko, da napolnimo svoj telefon. Teksasko podjetje JetWind ravno tako dela elektriko iz onesnaženega vetra. Zajemajo vetrove, ki jih na letališčih povzročajo letalski motorji. En tak generator zmore letno proizvesti 65 MWh. Testno letališče v Dallasu to energijo porablja za napajanje naprav na letaliških terminalih, pa tudi za polnjenje električnih avtomobilov. Kitajska znanstvena akademija pa je objavila raziskavo, kako reciklirati rotorje vetrnih elektran. Namreč steklena in ogljikova vlakna ter epoksi smole sicer omogočajo dobro vzdržljivost, ampak po koncu življenjske dobe, to je med 25 in 30 leti, ti materiali povzročajo okoljsko težavo. Eden bolj zanimivih predlogov je vgraditev odsluženih vetrnic v asfaltno podlago. Testna cesta je pokazala izredno odpornost na razpoke, posedanje in krušenje. Norveški ladjar Solvang pa je na svoje tankarje vgradil napravo, ki zmore 70% svojih izpuhov ogljikovega dioksida zajeti in shraniti v cisterne. Ta CO2 nameravajo pozneje prodati kopenskim industrijam in tako svoje emisije reciklirati. In še za konec, čez 7 dni se v Sloveniji začne uradna prodaja Škode Elroq. Luka je prve kilometre s tem modelom opravil na Majorki. Torej, gremo na morje. No, zdaj pa lahko že počasi rečemo, da so na trg končno prišli električni avtomobili, ki smo jih vsi zelo dolgo čakali. To je pravzaprav električni Karoq. We waited so long for an affordable electric car. What is now different here? The difference is the car is 17 centimeters shorter, has less material cost, has large synergies, wide synergies with the Enyaq, which made it possible for us to drop the price. So in comparison with Enyaq, this is just smaller? It is smaller and carry over of many parts. We designed new the side panel, the rear part, but the front and interior are just carry over from Enyaq. Both cars will be assembled in Mladá Boleslav assembly line M13. But if you compare it to the cars with combustion engines, how does it compare? Yeah, the comparison is quite difficult. We always compare this car with our Karoq. Most important point was the starting price should be at level of the Karoq. When you adjust the equipment, automatic transmission, or standard equipment in this car, we exactly achieve the price parity to Karoq on this level. Novi Elroq je torej dostopen električni avto, vsaj v luči današnjih razmer na avtomobilskem trgu. Seveda to nikakor ni nizkocenovnik, a umestitev v enega najbolj ostro konkurenčnih avtomobilskih segmentov v Evropi napoveduje, da pri Škodi nanj izjemno resno računajo. To je eden ključnih členov velikega načrta Škode, ki poleg Elroqa v kratkem napoveduje še 5 novih električnih avtomobilov.
If this is the most important car in our portfolio, I'm not very sure. It's not most important for the next year, but afterwards we will extend our portfolio in both sides, in the lower direction and in the higher direction as well. Njegovi snovalci so nam rekli, da je Elroq namenjen vsakdanjim izzivom v urbani džungli. No, sam pa menim, da bo ta avto dober tudi pri vožnji izven urbanih središč, celo izven asfaltnih cest. V notranjosti imamo tudi zadnjo generacijo Škodinega uporabniškega vmesnika. Z njim so njegovi snovalci želeli predvsem prečistiti informacije za voznika in tako od vožnje odvračati čim manj njegove pozornosti. Večji zaslon tako ostaja le na sredini, neposredno pred voznikom pa se nahaja le manjši, z zelo osnovnimi podatki. Očitno bo v notranjosti Škodinih vozil zavel svež veter. Nov oblikovalski jezik namreč narekuje nekaj novih oblikovnih rešitev, v nekaterih različicah pa je ta notranjost tudi zelo razigrana in barvita. Uradna prodaja Škode Elroq v Sloveniji se bo začela čez en teden, prihodnjo sredo, ko se bomo mi spet družili prek televizijskih ekranov. No, do takrat vas vabim, da avtomobilnostne teme spremljate prek našega zavihka na MMC-ju. Vabim vas tudi, da obiščete naš YouTube kanal in se nanj tudi naročite, če še niste. Naj pa vam zdaj srečno zaželim prek napovednika, kaj bo osrednja tema v prihodnji avtomobilnosti. Kako lahko med vožnjo, brez slabe vesti in povsem legalno spiješ pivo z alkoholom? No, poglejte v prihodnji avtomobilnosti.